Za plezanje in delo na višini so danes na voljo zelo kvalitetne vrvi, ki morajo ustrezati visokim mednarodnim standardom. Vendar takoj, ko vrv začnemo uporabljati, je predvsem od nas samih odvisno, kako dolgo bo ta vrv še uporabna in varna. Pomemben vpliv na kvaliteto, zmogljivost in uporabnost vrvi imajo naslednji elementi: starost vrvi, intenzivnost in čas obremenitve, vremenske razmere in pogoji hranjenja. Že v pripravi opreme je pomembno, kako vrv zvijamo, da pri uporabi ne bomo po nepotrebnem izgubljali čas. Vrv najprej premečemo. Poznamo več načinov zvijanja, vendar si oglejmo dva. Najhitrejše in najbolj priročno je dvojno zvijanje na metuljčka. Oba konca primemo skupaj, potegnemo vrv skozi roko za dva sežnja in polagamo zanke enkrat na eno in drugič na drugo stran dlani. Na koncu naredimo nekaj ovojev in zategnemo s polzanko. Tako zvito vrv lahko nosimo tudi na hrbtu. Pri razvijanju se vrv ne bo krotovičila, kar je pri ostalih načinih zvijanja skoraj običajen pojav. Starejši način je enojno zvijanje. V dlan nabiramo enako dolge zanke in zaključimo z ovijanjem konca vrvi okoli omota in zategnitvijo zanke. Pri uporabi vrvi se izogibajmo mehanskim poškodbam, ki lahko nastanejo zaradi drgnjenja vrvi preko ostrih robov, še posebej, če je vrv pritrjena, močnejšega zaviranja in hitrih spustov, padajočega kamenja in ledu, stopanja na vrv z derezo ali čevljem preko ostrega kamenja ter prekomernega napenjanja vrvi s pomočjo škripčevja in drugih tehničnih pripomočkov. Poleg tega pazimo, da vrv po nepotrebnem ne izpostavljamo vročini, soncu, odprtemu plamenu, vlagi in kemikalijam, kot so razna mila, praški, kisline v baterijah in akumulatorjih ter podobno. Pred in po uporabi vsako vrv pregledamo, še posebej, če jo imamo stalno v uporabi. V ta namen jo v celotni dolžini prevlečemo med palcem in kazalcem, ter tako ugotavljamo mehanske poškodbe plašča in jedra. Vrv, ki je natrgana ali celo pretrgana, jasno izločimo iz uporabe. Isto storimo, če sta plašč in jedro ločena ali če je konec vrvi debelejši od ostalega dela. Kljub temu, da imajo vrvi tovarniško predpisano življenjsko dobo, za ohranjanje kvalitete v veliki meri lahko poskrbimo sami. Mokro vrv sušimo v senčnem in zračnem prostoru in nikakor na močnem soncu, na peči ali vročem radiatorju. Pranje vrvi je dovoljeno samo v mlačni vodi, brez uporabe detergentov. Za vsako plezalno vrv vodimo posebno kartoteko, v katero vpišemo datum, čas ter način uporabe, izpostavljenost vremenskim okoliščinam, predvsem pa padce in izredne obremenitve vrvi. Tako imamo jasno sliko o kvaliteti in uporabnosti vrvi. Pri vsakem usposabljanju v stenah ali pri spustih z visokih stavb in helikopterja se moramo zavedati, da je naše življenje v prvi vrsti odvisno od kvalitetne plezalne vrvi. Za vojaka gorskih enot je v tem okolju vrv enako pomembna kot orožje.